Ste se kdaj vprašali, kako deluje indukcijska kuhalna plošča, ki hitro in učinkovito segreje vašo jed? Ko na indukcijski kuhalni plošči kuhamo hrano, se plošča sama ne segreje, temveč segreva le posodo. To se zgodi zaradi magnetne indukcije. Pojava, ker časovno spremenljivo magnetno polje v kovinski posodi povzroči nastanek vrtinčnih električnih tokov, ki segrejejo dno posode. Dno kovinske posode si predstavljamo kot množico vodnikov ter snov skupaj. Ta fizikalni pojav bomo raziskali danes. Kako se v vodniku, ki se premika v magnetnem polju, inducira napetost? Spoznali bomo, kako delujejo tuljave, magneti in celo generatorji električne napetosti, ki temeljijo na tem osnovnem fizikalnem principu. V vsakem vodniku, ki se premika v magnetnem polju, se inducira napetost v skladu z indukcijskim zakonom. Φm je magnetni pretok. Hitrejše spreminjanje magnetnega pretoka poveča inducirano napetost, zato je v enačbi odvod sprememba magnetnega pretoka po času. Pri razlagi, zakaj nastane inducirana napetost v vodniku, si pomagajmo s sklepanjem na osnovi slike. Predpostavimo, da je raven vodnik pravokotna na smer magnetnega polja B, ter da je smer hitrosti V tudi pravokotna. V vodniku so elektroni. Skupaj z vodnikom se premikajo v magnetnem polju B s hitrostjo V. Zato na vsak posamezen elektron sile delujejo v smeri vodnika, premikanje elektronov v vodniku pa ustvari spremembo električnega potenciala, to pa je nastanek inducirane napetosti. Na vsakem posameznem vodniku je inducirana napetost majhna. Inducirano napetost lahko povečamo tako, da z vodnikom zajemamo večjo površino magnetnega polja ali pa v magnetno polje postavimo več vodnikov. V praksi to napravimo s tuljavo. V enačbo za inducirano napetost pa dodamo število ovojev tuljave. Inducirana napetost pri premikanju posameznega vodnika v magnetnem polju je zelo nizka. Zato v praksi vodnike navijamo v tuljavo. V tuljavi, ki jo bomo uporabili v tej predstavitvi, je zvitih približno 500 vodnikov. Kasneje bomo videli, da bo tuljava inducirala napetost 3 volte. Če bi bil v magnetnem polju le posamezen vodnik, bi bila inducirana napetost kar 500-krat manjša. Višjo inducirano napetost pa lahko dosežemo tudi s hitrejšim spreminjanjem magnetnega pretoka. V praksi to izvedemo z višjo hitrostjo vrtenja strojev. Magnetno polje v našem eksperimentu bomo ustvarili s trajnimi magneti, ki jih bomo premikali v bližini tuljave. Na ta način bo tuljava zaznala izmenični severni in južni pol magnetov. Hitrejša menjava severnega in južnega pola bo povzročila višjo inducirano napetost v tuljavi. Videli bomo tudi, da je inducirana napetost linearno odvisna od hitrosti izmenjave polov trajnih magnetov. V enačbi to pomeni, da je odvod magnetnega pretoka po času večji. Če celoten problem obrnemo, lahko inducirano napetost dosežemo tudi, ko vodnik miruje, magnetno polje v njegovi okolici pa se spreminja. Na ta način deluje generator napetosti, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. Inducirano napetost na tuljavi bomo merili z osciloskopom, trajne magnete pa bomo premikali s pomočjo koračnega elektromotorja. Če se stroj vrti hitreje, se v vodniku in tuljavi inducira višja napetost. Če so tuljave v močnejšem magnetnem polju, to je bližje permanentnim magnetom, se v vodniku in tuljavi inducira višja napetost. Razumevanje in uporaba indukcijskega zakona sta v tehniki nepogrešljiva. Vsebovanje v Maxwellovih enačbah in se zato predvsem pojavlja pri študiju fizike in elektrotehnike. Inženirji strojništva pa se z njim srečajo pri vsakdanjem delu v industriji in na fakulteti za strojništvo, na primer pri razvoju elektromotorjev, turbinskih strojev in podobno.